Pozdravljeni vlagatelji, dobrodošli v 11. epizodi podcasta Vlagateljskih 5. Moje ime je Klara Strnad, z mano pa je izkušeni kolega Matjaž Lorenčič. Matjaž, zdravo. Klara, pozdravljena. Torej, začetkom tega tedna, drugo polovico julija, se je uradno otvorila sezona objav četrtletnih rezultatov poslovanja v drugem četrtletju. Ta teden so bile med odmevnejšimi rezultati objav ameriških bank, ki pa so v bistvu zelo presenetile s svojimi rezultati. Res je pozitivno presenečenje, malo se je nakazovalo, predvsem ta investicijska dejavnost povečana, in je pa kakorkoli pozitivno, tako da segreli so kljub vročini, so še dodali malo, kako stopinjo več. Ja, res je. JP Morgan Chase je recimo četrtletje končal z rekordnim čistim dobičkom. Ta se je v bistvu povečal za 41%. Prihodke tudi njihovi prihodki so bili višji za 27%. Recimo tudi Goldman Sachs je povečal svoje prihodke za 39%, zdaj če govorimo o nekih konkretnih številkah. Ampak ja, torej, ti si že prej v bistvu omenil neke razloge. Eden od dejavnikov so bile tudi v bistvu je bila povečana negotovost zaradi zaostritve odnosov med ZDA in pa Iranom. Ja, drugi kvartal gotovo je zaznamoval ta vojaški spopad, večja volatilnost na borzah, kar pomeni to vedno dobro dene borznim hišam, investicijskim oddelkom, takrat je povečano trgovanje. In bom rekel, taksimeter dela, vsaki trade prinese nekaj centov, nekaj dolarjev prihodkov. Pomembno, kar je dve zgodbi sta tukaj. Zadnjega četrtletja banke so generirale glavnino dobičkov na dveh postulatih. Prvo je zniževanje stroškov na področju s pomočjo umetne inteligence. Tako je v bistvu Bank of America, ki je nekako imela strategijo AI first, in pomeni, da je med prvimi implementirala v svoje poslovne procese umetno inteligenco. S tem je začela zniževati stroške. Drugo, kar pomeni, krediti so hitreje, se odobrijo. Tveganje za posamezno stranko ali pa pravni subjekt se hitreje obdelati. Produkte lahko bolj tailor-made stranki prilagodiš. Tako da ta dejansko umetna inteligenca je korakala in v bistvu se je že zakorenili v bančnem sistemu. To pomeni, vse banke bojo najverjetneje hitro sledile temu, ker bom rekel, kdo tukaj bo izpadel, bo pač končal na nivoju neke majhne komunalne banke. Drugi dejavnik je pa povečana investicijska dejavnost, IPO-ji, odmevni SpaceX. Dobro, tu moramo dodati, da je trenutno včeraj ob koncu trgovanja se je tečaj spustil na nivo IPO cene $135. Ja, v bistvu je bil med trgovanjem že celo pod ceno. Tako. To seveda pritisk še bo prišel, malo smo ga tudi v preteklih epizodah smo parkrat upozorili, da dejansko še pride, ker je tega free floata prostih delnic je zelo malo, z 20. avgustom se pa začnejo sproščati prve kvote in tako da do konca leta je potem precej, dejansko skoraj vse delnice pridejo na trg. Omejitev še bo pa imel Elon Musk, on ima pa 1 leto prepoved. Ne mora svojih delnic dati na trg. Tako da to kakorkoli investicijska dejavnost je, in če pogledamo po prihodkovnih straneh, je naprimer Citigroup okrepil prihodke iz tega wealth managementa. Tudi pri ostalih bankah vidimo, ta segment je v tem polletju v bistvu eksplodiral. Tukaj govorimo nekaj, skoraj do 50% večji prihodki napram primerljivemu obdobju lansko leto.
Banke se trenutno vseeno, dejansko so na tem valu, v bistvu implementacija umetne inteligence, wealth management, seveda imajo pa seveda malo en izziv, kako zadržati stranke, seveda pa ravno poskušajo s temi dvemi orodji, ker v času visokih obrestnih mer stranke hitro najdejo alternativo banki. To pomeni, svoj denar ne pustijo ležati na banki, ampak ga zaposlijo z naložbami v obveznice in karkoli prinaša precej večji donos kot pa avista vloga. Ja. Zdaj v bistvu, če se malo vrnemo še nazaj na ta IPO, ki si rekel od SpaceX-a, je pa v bistvu prejšnji teden v petek začel na borzi Nasdaq kotirati tudi južnokorejski SK Hynix. Torej v bistvu oni imajo prvotno kotacijo v Seulu, potem pa so se z ADR-ji tudi v bistvu spustili na Nasdaq. Ja, ta IPO je v bistvu IPO, dejansko ni IPO čist pravim pomenu, v bistvu delnico si primarno kotira na seulski borzi. Manever je bil čist taktičen, to pomeni približati se ameriškemu kapitalu. In zato je tudi ta strateška poteza, saj tega bi kar precej na svetu in precej teh primerov, ker se pač delnica gre tam, kjer je pač kapital. Saj tudi pri nas imamo nekaj, naprimer Krka kotira na Poljskem. Ne ravno toliko uspešno, ampak kakorkoli imamo tudi, mislim, da je NLB na londonski borzi. Delnice se selijo k kapitalu. A lahko mogoče razložiš ta pojem ADR? Pa recimo GDR v Evropi. Ja, tako ADR, GDR je ista zadeva. Gre za potrdila o depozitu. Zelo enostavno povedano, tezaurira se določena količina delnic in banka izda na novem trgu, to pomeni v tem primeru SK Hynixa, na Nasdaqu je tako ista količina delnice tam pojavi in se trguje. Delničar ima iste pravice, tudi glasovalne pravice, normalno pravica do dividende in vse. Bom rekel, samo je to en most, kako hitro postopiti na nov trg. Bliže kapitalu. Zdaj pa, ko smo v bistvu že pri proizvajalcih čipov, ta teden so bili poleg rezultatov bank zraven tudi rezultati nizozemskega ASML-ja in pa danes je tudi objavil TSMC rezultate. Ti si to malo bolj spremljal, tako da me zanima bolj stanje. V skladu s pričakovanji. Seveda, če pogledamo malo tečaje, je nekaj, ob objavi je bilo malo pozitivnega vzdušja, vendar ne zdaj nekega hiper, kar pomeni precej je že v ceni. So ta pričakovanja bila kalkulirana. Pri ASML se vidi rast prodaje 30%, njihova dominanca na področju litografske tehnologije, ki je pač primarna za proizvodnjo čipov in ostalih, rečemo, komponent, ki so danes seveda highlight za potrebe serverjev in pa teh centrov za umetno inteligenco. Kaže se, dejansko ASML je en taki lakmusov papir. Če njemu knjiga naročila raste, to pomeni, trg je še vedno pričakuje, proizvajalci pričakujejo povpraševanje in to je ena dobra popotnica. ASML je specifičen tukaj, je vodilni sploh na področju litografske tehnologije za high-end čipe. Tukaj ima dominanco. Je seveda tudi eno, bom rekel, eno politično orodje ali orožje. In je tukaj eno manjše tveganje pri ASML-ju,
da pa primer ameriški kongres tukaj, bom rekel, in pa določene države pač pritiskajo, da se ta tehnologija ne prodaja Kitajski. In vsej posledično pogledano za TSMC-jem, ki tudi seveda pozitivno, ne bom rekel pozitivno, preseneta pač, rezultati so fantastični. Ne? Je tudi zgodba, ne? Tajvansko podjetje in pa Tajvan, ki je neko potencialno geopolitično žarišče, ima danes, lahko govorimo o nekem Arizona testu. TSMC gradi proizvodnjo, želi del te proizvodnje high-end preseliti na ameriška tla. Zadaj je politična zgodba, to pomeni zmanjšati odvisnost od potencialnega tveganja samega Tajvana. To videli bomo, kaj bo v prihodnosti, koliko bo ta uspešno, to pomeni, ali bo tudi stroškovno in pa tehnološko učinkovito proizvodnja zaživela, ne? Kakorkoli pa gre dejansko ta detajvanizacija high-end čipov. Bom rekel, Kitajska pač ima svoje politične, rečemo, ozemeljske ambicije, teh se ne bo odpovedala in trenutno bolj ali manj vsi bežijo oziroma delajo sekundarne lokacije za čipe. Ja, zdaj pa v bistvu, ko smo že pa rezultatih, torej vse se vrti okoli rezultatov in ta teden in še potem naslednje par tednov, pa se preselimo še mečkan tudi na naš domač trg, torej na slovenski parket. Zdaj, naslednji teden bosta rezultate objavila Krka in pa Equinox, torej Krka v četrtek in pa Equinox v petek. Torej baba sta delila polletne rezultate. Je pa sicer Krka že prejšnji teden na skupščini, na kateri je bil tudi Max, v bistvu že delila prvo oceno poslovanja v prvem polletju. Zraven je pa tudi potrdila predlog dividende in sicer 9,1 bruto evra na delnico. Tako da ja, v bistvu delničarji Krke bodo naslednji teden veseli, ne? Ja, seveda je to en taki mali slovenski delničarski praznik, bi temu rekel. Bom rekel, delnica Krke je vse prisotna. Mislim, da ima slabih 50,000 delničarjev. Če to malo pogledamo v primerjavi z številom KDD računov, ki jih je, mislim, da jih je zdaj dobrih 100,000, to pomeni vsaki drugi v slovenskem portfelju je delnica Krke. In pa tudi delež Krke med fizičnimi osebami je 41%, pa še nekaj. Tako da, ja, to je vsekakor en taki slovenski delničarski praznik. Dividenda tukaj bi morda pri sami dividendi treba opozoriti, naprimer tudi jaz po več 10 letih izkušnji se še vedno včasih zalomim. Malo je vedno dobro biti pozorno okoli tega ex-dividend data, mislim, da je 23.7. je izplačilo, ne? Ampak to je fizično izplačilo, ko bodo delničarji dobili dividendo na svoj transakcijski račun ali pa seveda ostane denar na brokerskem računu, odvisno kako so se odločili. Bolj pomembno je tisto, kdaj je zadnji dan. Zadnji dan je, mislim, da je 20.7. je zadnji dan, ko se trguje z dividendo, to pomeni po domače povedano, če ga 20. kupiš, še dobiš dividendo tisti, ki bo prodal. Naslednji dan je pa ex-dividend. Tako da to včasih, bom rekel, včasih malo pride do zmešnjave. Tako da moj nasvet je vedno malo dobro pogledajte, sej na SEO-netu in vse posod je lepo razloženo, vsi ti 3 datumi. Ja. Zdaj, kaj pa ta princip T+2 in pa T+1? Ja, zakaj prihaja do razlike ex-dividend pa potem presečno stanje na KDD računo zaradi poravnave. V Sloveniji in pa v Evropi imamo poravnalno obdobje, to pomeni, da kupuj in prodaja, da se ti zbalansira stanje delnic, je potrebno 2 dni od transakcije. V Amerika je šla na en dan, T+1. Seveda, trend je tudi in pa tudi namerava tudi Evropa slediti temu.
z sodobno tehnologijo, pa vsaj v 5 letih pričakujemo, da bi lahko to šlo na T+0, saj tehnologija danes to omogoča. Saj, če pogledamo malo blockchain, je to instantno. Tako da v to smer gre, tako da bo dolgoročno bo tega malo manj teh težav, ex-dividend pa vseh teh datumov. Če se pa dotaknemo rezultatov, ki so bili nekako neuradno malenkost naznanjeni, seveda prihodki 7% navzgor, zelo pomembno je, da je bila marža krepkih 31%. Pomembno tudi je pogledati, kaj je v pipelineu oziroma kaj so, mislim, da je 6 ali 7 novih zdravil bilo lansiranih na trg. To pomeni, seveda pri opazovanju podjetja in pa analizi je fokus mora vedno biti usmerjen v bodočnost. To, kar je bilo mimo, to je lanski sneg, ampak kot investitor vedno me zanima prihodnost podjetja. Tako da, pod črto Krka, pričakovano dobro. Ok, torej glede na to, da se vse vrti okoli četrtletnih rezultatov, pa sem v bistvu še malo pogledala, čigave objave sledijo naslednji teden, ne? Torej, tako sem rekla, naslednji teden bo v bistvu kar pester. Torej od slovenskih polletni rezultati Krke in pa Equinoxa. Bojo pa tu začeli objavljati v bistvu družbe iz veličastnih 7, ne? Torej, sledijo že prve objave, naslednji teden bota objavila Alphabet in pa Tesla. Bo kar zanimivo, ne? Ja, vsekakor tukaj bomo dobivali, zdaj smo dobivali, za malo predjet je trg dobijo proizvajalce čipov, zdaj pa dobimo tisti, ki pa te čipe kupujejo in porabljajo, in zanimivo bo pogledati, kako jim gre ta monetizacija umetne inteligence. Ok, torej v bistvu smo prišli nekako do konca. Hvala lepa, da ste bili z nami, hvala lepa tudi tebi, Matjaž. V primeru, če imate pa kakršnokoli vprašanje, nam ga pa lahko zastavite spodaj v komentarju. Hvala. Hvala in uspešno trgovanje.